Danes smo tukaj tako strokovnjaki iz gospodarske zbornice kot predstavniki gospodarstva, da vam predstavimo, kaj smo dobili in kako to vpliva. Gre za seveda dodatne obremenitve energetsko intenzivnih podjetij v letu 2015. Veste, da smo lani imeli s tem veliko težav. Na koncu je vlada sprejela spremembe. Ti so v manjši meri prinesle obremenitve, kot je bilo sprva predvideno, vendar po naših izračunih, ki bomo tudi danes predstavili, so te obremenitve še vedno večje, kot so bile leta 2014. Naš cilj je, da z vsemi našimi aktivnostmi, tudi s pogovori, ki jih imamo z vladnimi predstavniki, parlamentarnimi strankami in civilno javnostjo, nekako spremenimo odnos do energetsko intenzivne industrije in da zagotovimo tej industriji približno take pogoje, kot jih imajo v naših sosednjih državah. Naj spomnim, da je vlada v zadnjem kvartalu lanskega leta napovedala občutne dodatne obremenitve gospodarstva. Mi smo takrat konkretno izračunali, kaj bi to prineslo za grožnjo za nova delovna mesta, seveda pa tudi za proizvodnjo, razvoj in celo ogrozilo poslovanje nekaterih podjetij. Ker razgovori niso prinesli sadov, smo mi radikalizirali svoje delovanje, izstopili smo začasno takrat iz pogajanj za socialni sporazum, intenzivirali svoje odnose tudi z vsemi deležniki blizu vlade, v vladi in parlamentu in nazadnje tudi soorganizirali protestni shod pred poslopjem vlade z nekaterimi industrijskimi sindikati. Tudi na podlagi tega, tudi na podlagi izjemnega angažmaja novega gospodarskega ministra, ki je nastopil svojo funkcijo ravno v tistem času, ki razume to situacijo, je vlada umaknila napovedane obremenitve industrije pijač in tudi znatno omilila napovedane obremenitve energetsko intenzivnih podjetij. Ampak še vedno imamo problem pri energetsko intenzivnih podjetjih, kajti ta so kljub samo še vedno dodatno obremenjena, dokler ne bo nove sheme državnih pomoči za obnovljive vire energije, ki bi jih v skladu s smernicami Evropske unije tudi razbremenila. Na kratko, zakaj je bil takšen odziv Gospodarske zbornice Slovenije? Zato, ker v času, ko smo ravno dobili nekaj vetra v jadra gospodarske rasti, nove obremenitve, ki se ponavljajo, pomenijo zmanjševanje možnosti za dejansko oživitev in tudi konkretno ogrožajo delovna mesta, da ne omenjamo, da gre tukaj za odganjanje tudi investitorjev in s tem tudi blokado celotnega razvoja gospodarstva. Naša ocena je, da seveda na ta način tudi posredno v naslednjem koraku vplivamo na prihodke v javni blagajni, tudi na kvaliteto javnih storitev, skratka pridemo do negativne razvojne spirale. Zato bomo danes bolj podrobno predstavili, kaj je bilo sprejeto in kakšne so posledice za gospodarstvo. Kot ste bili tudi obveščeni, takoj po novem letu smo si mi vzeli čas, glede na to, da ni bilo povsem jasnih podatkov o tem, kaj ukrepi vlade pomenijo za gospodarstvo, tisti pred novoletni, da smo preračunali učinke. Naj takoj povem, da je z nami tukaj tudi Bojani Ivanc, naš analitik, tako da če bo kogarkoli zanimalo kasneje kakšna podrobnost, tukaj v zadnji sedi, na sredini, se lahko tudi do njega obrne, pa vam bo tudi kakšno podrobnost lahko razložil. Najprej, da pojasnimo mogoče, kakšni ukrepi so sploh že bili sprejeti in kakšni ukrepi nas še čakajo, zaradi tega, ker to je celovit sistem na nek način in ga je dobro razumeti v celoti. Mi smo torej preračunali, pravzaprav, kaj so bili sprejeti ukrepi na 3 nivojih. To pomeni na področju ETS sheme oziroma CO2 dajatve, na področju učinkovite rabe energije in na področju OVE.
Tisto, kar je bilo sprejeto pred novim letom, je naslednje. Dvignila se je cena na enoto obremenitve zaradi emisije CO2 za 20% in pa dodatno so bila obremenjena energetsko intenzivna podjetja z novo uredbo o učinkoviti rabi energije, kamor je bil tudi vključen prispevek iz naslova lesne biomase ter premoga in koksa. To je bilo že sprejeto. Tisto, kar pa v tem trenutku še ni povsem jasno, pa je naslednje, kdaj bo uveljavljena in kakšna bo nova shema državnih pomoči pri spodbujanju obnovljivih virov energije. Sklep o tem in tudi o razbremenitvi energetsko intenzivnih je bil sprejet na vladi že, mislim, da maja lani, najkasneje junija ali julija, pa so bile sprejete tudi smernice Evropske komisije oziroma Evropske unije o tem. In drugo vprašanje, ki se pojavlja tukaj, ali bodo energetsko intenzivna podjetja res povsem oproščena dajatve iz naslova izpustov CO2. Ta predlog je bil pred novim letom umaknjen z vlade, vendar je zaenkrat veljala 3-mesečna podaljšana shema in ne vemo natančno, kaj se bo zgodilo. Čeprav nekatere uradne informacije govorijo o tem, da je dejansko umaknjena. Toliko o tem. Vse te prosojnice ste dobili tudi v svojih mapah, tako da se boste lažje lahko tudi to prebrali. Kakšne so prve ocene spremenjenih ukrepov? Mi smo preračunali ukrepe na 3 ravneh. Najprej smo pogledali, kaj je pravzaprav sploh grozilo gospodarstvu. Glede na prvotne načrte vlade, predvsem na tiste najbolj grozeče, ki so se zgodili tam oktobra in novembra lani, tudi še v začetku decembra, predvsem v zvezi z višjim prispevkom za učinkovito rabo energije in pa sklepom vlade, da želi dobiti 30 milijonov z višjo dajatvijo CO2, iz naslova CO2. In tudi glede na to, da vlada nekaj mesecev lani ni nič storila glede nove sheme za obnovljive vire energije, smo izračunali, da bi bila v najslabšem primeru energetsko intenzivna podjetja na slabšem glede na leto 2014 za 32,5 milijona evrov. Prav tako pa tudi ostalo gospodarstvo za 2,7 milijona evrov. Glede na spremenjene ukrepe vlade, ki so se zgodili, to sta tista 2 ukrepa, ki sta se zgodila pred novim letom, je trenutno aktualno stanje takšno, da so po naših ocenah dodatno obremenjena energetsko intenzivna podjetja za 8,7 milijona evrov, ostalo gospodarstvo pa za 9,5 milijona evrov. Večina seveda pri ostalem gospodarstvu gre iz zgornjega kota više cene za izpuste CO2. Potem je pa še tretji izračun. Ta izračun je pa po našem mnenju ključen za to, ali bomo šli v pravi smeri ali ne bomo šli v pravi smeri. To pa je izračun, kaj se zgodi, če bo še sprejeta nova shema za obnovljive vire energije. V tem primeru in pa tudi, če bo vlada sledila temu, da ne bodo dodatno obremenjena energetsko intenzivna podjetja iz naslova dajatve CO2, v tem primeru bi bila energetsko intenzivna industrija za nekaj milijonov evrov razbremenjena. To je tudi v skladu s tem, kako Evropska komisija oziroma Evropska unija ravna v tem trenutku glede zaščite delovnih mest. Res je, da bi v tem primeru nekoliko bila tudi obremenjena ostal del gospodarstva in fizične osebe, vendar je učinek izrazito razpršen. Tako da nimamo takšne situacije, kot je bila pred novim letom, ko so bile dejansko že ogrožena delovna mesta ali proizvodnja ali celo v nekaterih primerih podjetja. Skratka, s tem bi dobili sistem, ki bi spodbujal učinkovito rabo energije, spodbujal obnovljive vire energije, stremel k zmanjšanju izpustov CO2 dajatev in pa hkrati ščitil delovna mesta. Zakaj je to pomembno? Kakšen je sistem v Evropski uniji? Sistem v Evropski uniji je načeloma v ključnih elementih zgrajen pravzaprav na 3 shemah, na 3 elementih. Prva shema je shema trgovanja z emisijami toplogrednih plinov oziroma s kuponi. Ta podjetja spodbuja k zmanjšanju izpustov. Več o tem bo kasneje kolegica Janja Leban temeljiteje povedala, zaradi tega, ker so se pred novim letom pojavljale nekatere informacije v medijih, ki če samo ta kot vzamemo, niso bile pravilne. Bomo tudi pojasnili s primeri, kaj pravzaprav se je zgodilo.
Druga zgodba je seveda spodbujanje učinkovite rabe energije. Ta shema se tudi, oziroma prispevek tudi v Sloveniji iz leta v leto povečuje, vemo, da bo šlo tudi za energetsko obnovo zgradb in tako naprej. Tretji steber pa je spodbujanje obnovljivih virov energije. Tudi ta se iz leta v leta povečuje, ker seveda imamo vsi v Evropi svoje okoljske cilje, kar je prav. Ampak razlika je v tem, da je Evropska unija zaradi zaščite delovnih mest in industrije lani sprejela nove smernice, ki omogočajo znatno razbremenitev energetsko intenzivne industrije pri tem tretjem. Zakaj? Evropska unija s tem spodbuja vse tri cilje, obenem pa zmanjšuje negativen učinek selitve teh podjetij, energetsko intenzivnih izven Evropske unije, kjer, kot vemo, ni tako visokih okoljskih standardov in kar seveda na koncu koncev povzroča lahko večjo onesnaženje celotnega planeta. To je tisto, o čemer se bodo letos tudi v Parizu zelo, zelo krepko pogajali, ker Evropska unija to dosega, selitvijo proizvodnje teh podjetij v druge kraje ali pa z razvojem v drugih krajih zunaj Evropske unije pa prihaja do tega, da je pa celoten planet lahko celo bolj onesnažen. Kasneje vam bom pokazal še eno primerjavo, ko bom predal besedo kolegici Janji Leban, kaj to pomeni tudi v svetovnem kontekstu. Želela bi predstaviti v bistvu na kratko sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov in sicer osnovni namen, cilj tega sistema je, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov na stroškovno učinkovit način. Na ravni EU je v bistvu obsega 31 držav, vključuje okoli 11.000 obratov in tudi letalstvo. Torej stacionarne vire, obrate, v katere so vključeni energetika in energetsko intenzivna industrija. Znotraj določeni so sektori, torej konkretno cementarne, opekarne, steklarne, jeklarne, celoten obseg pač energetsko intenzivne industrije. Poleg teh stacionarnih virov je vključen v sistem trgovanja tudi letalski promet. Sodelovanje v tem sistemu je obvezno, to se pravi, da podjetja iz teh branž, ki ustrezajo določenim kapacitetam in ali pa moči, so določeni kriteriji, so obvezne se vključiti v sistem trgovanja z emisijami. Zdaj, na ravni EU je v ta sistem vključenih okoli 45% celotnih emisij toplogrednih plinov na ravni EU. Zdaj, sistem se je začel v bistvu oblikovati že v letu 2003, ko je bila sprejeta direktiva na tem področju. Šel je skozi 3 faze razvoja. Prvo je bilo učno obdobje, v drugem obdobju so se pripravljali na ravni držav, potem državni načrti, tudi v Sloveniji smo imeli državni alokacijski načrt, potem so se pa precej pristojnosti preneslo na raven Evropske unije, ker je bil namen, da se ta pravila harmonizirajo na ravni EU. In torej sedaj smo v tej tretji fazi oziroma druge fazi alokacijskega obdobja, kjer se emisije na ravni EU omejijo, kjer se emisije po določenih harmoniziranih pravilih razdelijo brezplačno potem določenim podjetjem, ki so vključena v ta sistem, in so določena tudi pravila, po katerih se kuponi brezplačno v bistvu tem podjetjem razdelijo. Omejitev na ravni EU je opredeljena. Torej, na ravni Evropske unije za teh 31 držav se je razdelilo preko 2 milijardi pravic. To se pravi, en kupon, 1 tona CO2 pomeni v bistvu te pravice. Limiti, to se pravi, od te količine 2 milijardi teh kuponov pravic se z leti zmanjšuje. Stopnja zmanjševanja je zopet določena na ravni EU in zmanjševanje pač poteka vse do leta 2020. Določena je torej ta faktor 1,74 povprečja skupne količine pravic, ki so bile podeljene v obdobju 2008 do 2012. Znotraj teh omejitev se delijo kuponi, podjetja dobijo potem te pravice, ki jih bodisi v bistvu ali kupijo ali pa dobijo brezplačno po teh pravilih. In seveda, če njihove emisije
presegajo pridobljene pravice, morajo te pravice kupiti. Če jim zmanjšajo emisije, imajo presežek teh pravic, lahko to porabijo potem v naslednjih letih ali pa te pravice v bistvu prodajo. Brezplačna dodelitev pravic poteka kot rečeno, po harmoniziranih pravilih in sicer je opredeljeno, da proizvodnja električne energije vse pravice kupi na dražbi. Seveda za nekatere države članice Evropske unije, 8 teh držav veljajo tudi določene izjeme, so nekatere dobile tudi delež brezplačnih kuponov. Drugi sektorji, torej energetsko intenzivna industrija, dobi določen delež brezplačnih pravic, ostali delež, kar ni brezplačno, kupi bodisi na dražbi, bodisi kupi pač od tistega, ki te kupone prodaja. In določeno je, da v letu 2013 tovrstna industrija 80% pravic pridobi brezplačno, ta delež se tudi z leti zmanjšuje, torej v letu 2020 naj bi dobila samo 30% pravic brezplačno. Vendar pa so na ravni EU prepoznani tudi sektorji, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij. Torej tveganju, da bodo emisije oziroma proizvodnjo preselili v druge države in zaradi zaščite v bistvu delovnih mest so tukaj zopet odstopanja od tega razmerja, od teh pravil 80-30. Zdaj, kot rečeno, že podjetja s temi pravicami trgujejo, vsako leto se te emisije, njihove emisije preverjajo, torej podjetja poročajo vsako leto, kolikšne so bile njihove emisije, metodologija preverjanja in monitoringa je zopet določena na ravni EU in vsako leto, glede na emisije, ki jih imajo, morajo te pravice, ki so jih pridobili, v bistvu tudi predati. Torej, toliko, kolikor imajo pravic, oni lahko tudi emitirajo. Če emitirajo več oziroma če so predali premajhno ali pa niso predali zadostno število pravic, pomeni, da so njihove emisije večje, kolikor imajo pravic, potem morajo plačati penale. Sicer pa, če seveda teh pravic ne kupijo. Predaja emisij oziroma predaja pravic mora biti enaka emisijam, ki jih povzročajo. Zdaj, kako pa pridejo do teh brezplačnih pravic? Do brezplačnih pravic so prišli na podlagi benchmarkov. Benchmarki so bili izračunani na ravni EU. Podelitev poteka na ravni EU. Benchmarki so določeni na proizvod, izraženi v pravicah na tono emisij in odražajo v bistvu emisije, ki jih dosega 10% najboljših podjetij za določen, oziroma najboljših naprav za določen proizvod. Tiste naprave, ki ustrezajo tem benchmarkom, pridobijo praviloma toliko kuponov, kot jih dejansko rabijo. Tiste naprave, ki tem benchmarkom ne ustrezajo, dobijo manj kuponov. In seveda, ker imajo manj pravic, jih to sili k zmanjševanju emisij, ukolikor so pa stroški zmanjševanja emisij večji, kot pa je recimo cena za emisije toplogrednih plinov, pa tudi te kupone lahko kupijo. To je osnovno pravilo, zakaj naj bi se pravzaprav emisije zmanjševale na stroškovno učinkovit način. Ker nekaterim se v investicije ne splača, je bolje, da tiste kupone, potem te pravice v bistvu na trgu tudi kupijo. Sektorji, kot je bilo pa že rečeno, ki so izpostavljeni tveganju uhajanja ogljika, pa dobijo večje število kuponov, kot pa ostali sektorji oziroma odstopanja od tistega pravila 80-30. Hvala lepa. Zaradi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je izjemnega pomena, da imajo podjetja enake sisteme
obdavčenja, kot ga imajo v Evropski uniji. ETS schema je evropska in spodbuja k zmanjšanju izpustov na podlagi tega, da tisti, ki so dobri, dobijo brezplačne kupone, tisti, ki so pa slabi, morajo pa plačati. In to se postopoma še čedalje bolj stopnjuje, ker je kuponov čedalje manj. Ne? To je en ključen moment. Drugi ključen moment je, cilji na področju učinkovite rabe energije so tudi evropsko usklajeni. In tretja zadeva je, na področju obnovljivih virov energije je usklajeno dvoje. Prvič, da so cilji usklajeni, in drugič, da se schema lahko naredi tako, da ne obremeni dodatno energetsko intenzivnih podjetij, da se jih razbremeni, da se ščitijo delovna mesta. Mi imamo pa še CO2 dajatev, ki je zunaj. Po domače povedano, če se spremeni schema za obnovljive vire energije, da bo razbremenila energetsko intenzivne in ne bo dodatne dajatve CO2, potem imajo naše podjetja enake pogoje dejansko, kot jo imajo v Evropski uniji. Če ne, smo jih pa dodatno obremenili. Zato je naš cilj, da se spremeni ta schema. Mogoče še, samo preden gremo naprej na konkretne primere, tudi Evropa ima probleme znotraj sveta, kot sem jih že prej omenil. Na prosojnici imate primere, kaj pravzaprav to pomeni v svetovnem merilu. Nemčija je pravzaprav tista, ki diktira tukaj tempo, zaradi tega, ker ima ravno takšne probleme, ker ji grozi selitev te industrije. Če pogledate na levem grafu, je graf, kakšne so spodbude fosilnim energentom v drugih razvitih državah. Združene države Amerike so izrazito v ospredju, če gledamo odstotku od BDP-ja, Kanada in Japonska tudi, šele potem evropske države pridijo. Zato je toliko pomembno, da pri obnovljivih virih energijih imamo tudi razbremenitev energetsko intenzivnih, da s tem ščitimo delovna mesta. Zelo podobno je v tretjem svetu. Če pogledate Turčijo, modra črta vam kaže, kako se zmanjšuje izpusti v Evropski uniji, rdeča črta vam pa kaže, kako se v Turčiji dvigujejo, deloma zaradi razvoja, deloma pa tudi zaradi selitve proizvodnje. In če v Parizu ne bo prišlo do boljšega dogovora, seveda to lahko pomeni tudi to, da se bo selitve še nadalje nadaljevale ven. In cilj Evrope je, da se ohrani dobra energetsko intenzivna industrija s čim manjšimi izpusti v Evropi, ker sicer bo pomenilo to lahko tudi, da bo cel planet bolj onesnažen. To je osnovna kontekstualna zgodba. Zakaj smo toliko časa posvetili danes tudi ETS schemi, je pa tudi zaradi tega. To je pravzaprav po domače povedano screenshot od enega od prispevkov na televiziji, kjer je bilo prikazano, kakšno je število brezplačnih emisijskih kuponov do leta 2020. Mi posem razumemo, seveda, da ko pride do informacij z enega konca, da je zelo težko včasih, če se ne razume celega sistema, vedeti, kaj pravzaprav je v ozadju, ampak tukaj vidite v bistvu, kaj se je pokazalo. Mi smo šli pogledati te primere in videli boste, zaradi tega celovitega sistema je zelo, zelo, zelo nujno pogledati vsako podjetje posebej, kaj se mu dogaja. Danes imamo tukaj primer Salonita in hkrati tudi papirnic, tako da bi jaz kar predal besedo gospodu dr. Tomažu Vuku, pa bo povedal, kaj se je pravzaprav v Salonitu, ki je tukaj na prvem mestu zgodilo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bom poskušal na kratko vam opisati, kako smo se mi v Salonitu prilagodili temu novemu sistemu trgovanja z emisijami toplogrednih plinov. In bi mogoče omenjeno že bilo, da so bile tle 3 obdobja. V prvih 2 obdobjih je dejansko politiko podelitve teh emisijskih kuponov kreirala vsaka država v EU zase. Potem je pa v 3. obdobju prišlo do tega, da so se pravila za dodelitev poenotila in bom poskušal pojasniti, kaj je to za Salonit pomenilo. Zdaj, za uvod bi povedal, da smo mi takrat, ko se je ta shema začela uveljavljati, to je bilo v letu 2005, se praktično istočasno odločili tudi za en tak intenzivni investicijski cikl, ki je imel za namen posodobitev naše proizvodnje. Zasledovali smo nekako 3 glavne cilje. Glede na neke nove okoljske standarde, glede na relativno agresivno okoljsko politiko v Evropi in pa cel kontekst, v katerem ta industrija energetsko intenzivno deluje, smo prepoznali, da samo z najsodobnejšo tehnologijo lahko dolgoročno konkuriramo na trgu cementa. Tako da je bil prvi motiv uvajanje najsodobnejše tehnologije tudi v našo proizvodnjo. Drugi motiv je bil uvajanje praks, ki bodo pripeljale do
rekel tako recimo energetske učinkovitosti in okoljske odličnosti, ker je to tudi v našem okolju absolutno nujno, zato da lahko taka industrija sploh obstaja. Tretji cilj je bil pa tudi povečanje poslovanja, tako da je bil eden od ciljev teh investicij tudi povečanje kapacitete naše proizvodnje. Zdaj, kot vidite tlele iz grafa, za te prve dve obdobji je Slovenija relativno restriktivno pristopila k dodeljevanju teh pravic za industrijo nasploh in je poskušala s tem reševati svoje cilje iz Kjotskega protokola. Bomo videli kasneje, da dejansko drugot v Evropi je ta pristop bil drugačen. In prav zaradi tega smo mi sicer v prvem obdobju dobili dovolj kuponov, ampak glede na to, da smo povečevali proizvodnjo, se je polk malo izkazalo, da imamo teh kuponov premalo. Zlasti moram reči, da je bil v Sloveniji relativno slabo obdelan ta segment tako imenovanih novih vstopov. To so kuponi, ki so namenjeni novim investicijam ali povečanju kapacitet, ki seveda morajo biti okoljsko učinkovite, oziroma postaviti novih naprav. Ker osnovna teza je, da ta, ki na novo pride z neko proizvodnjo v sistem, ni v slabšem položaju, kot so obstoječe naprave. Sicer bi se dogajalo to, da ne bi bil nihče motiviran v izgradnjo bolj učinkovitih sistemov. Tako da, bi rekel, skozi te dve obdobji smo mi prišli z manjkom kuponov. Ta manjko bi bil še precej višji, če se vmes ne bi zgodila kriza, in ta kriza je bila močno izrazita prav v gradbenem sektorju, zato so nam kapacitete oziroma proizvodnje v tem času padle bolj, kot bi bilo normalno. No, potem, ko smo pa dejansko prešli na sistem, ki je harmoniziran v celotni Evropski uniji, smo pa lahko te posodobitve uveljavili, tako da vidite tam en skok v podeljenih pravicah, ki je prav posledica teh naših investicij v preteklosti. Zdaj, zato, da smo te investicije izvedli, smo mi namenili v Salonitu približno 100 milijonov evrov. Videti je tudi to, da mi v tisti prvi, se pravi za prvo leto tega obdobja, smo dobili po benchmarku, se pravi ustrezno količino pravic, se pa te pravice vsako leto zmanjšujejo za 1,7% in planirano je, da bojo po letu 2020 te pravice padale s stopnjo 2,2% letno. Tako da mi tudi, če smo zdaj recimo posodobljeni, smo zaradi tega trenda primorani razmišljati o nadaljnjem izboljševanju naše učinkovitosti. Zdaj, če pogledamo podatke za cementni sektor v Evropi, vidimo prav drugačno sliko, obratno, če tako rečem. V prvih dveh obdobjih, ko je bilo to v pristojnosti posameznih držav, je ta sektor dobil bistveno več kuponov, kot jih je dobil potem v tem zadnjem obdobju pod harmoniziranimi pravili. To pomeni, da so države v Evropi obravnavale industrijo veliko bolj, bi rekel, širokogrudno, kot je obravnavala industrija Slovenija. Tako da dejansko smo zdaj s tem novim obdobjem prišli v bolj enakopravno bitko z našimi konkurenti iz drugih držav. In prav zaradi tega je pomembno, da tudi zdaj, ko se pogovarjamo recimo o tej CO2 taksi, ki je bil predmet, da se zavedamo, da s tem, ko mi obremenjujemo naše gospodarstvo bolj, kot ga obremenjujejo drugi, da samo zmanjšujemo našo konkurenčnost, hkrati ne prispevamo k recimo temu osnovnemu cilju, ki ga ima ta shema, izboljševanju učinkovitosti oziroma recimo izboljševanju ogljičnega odtisa proizvodov. Zdaj, sem že prej povedal, da naš cilj, ko smo šli v posodobitve, je bil absolutno, bi rekel, izboljšanje naše učinkovitosti v smislu energetske porabe in tudi v smislu tega ogljičnega odtisa, če temu tako rečem. Tlele vidite na tem grafu, kako se je razvijal naš emisijski faktor. To je specifična emisija CO2 na enoto proizvoda.
In v tem trenutku dosegamo te emisijske faktorje, ki so boljši od benchmark vrednosti, se pravi od tistega povprečja 10% najbolj učinkovitih v Evropi. In te emisijski faktori, ki jih danes imamo v Salonitu, so približno 15% boljši od povprečja evropske proizvodnje cementa v tem trenutku. Se pravi, kaj bi se zgodilo, če bi mi postali zaradi nekih ukrepov manj konkurenčni, bi se ta proizvodnja selila v okolja, ki so bolj, bi rekel, odprta za to energetsko industrijo, energetsko intenzivno industrijo, bi se verjetno emisije samo povečale. Kot ste videli pa prej, glede na to, da je ta politika Evrope usmerjena k, bi rekel, močnemu zmanjševanju toplogrednih plinov, bomo mi tudi vnaprej morali iskati rešitve za še, bi rekel, za nadaljnje izboljševanje te naše učinkovitosti. Mogoče še par besed okrog tega, kakšen bo razvoj ali pa recimo emisij iz cementnega sektorja v Sloveniji. Mi smo v zadnjih letih dosegli neko zgodovinsko dno v porabi cementa tako v Sloveniji, kot v naših bližnjih trgih. In zdaj pravzaprav v lanskem letu smo že videli en tak obrat, kar se vidi tudi iz grafa za potrjene emisije v Sloveniji, kjer vidite, da se je ta trend že obrnil nekoliko navzgor. Tako da bomo, glede na to, da je v preteklih letih nastalo nekaj presežka alokacije v cementni industriji v Sloveniji, bomo te kupone porabili za pokrivanje emisij v prihodnem obdobju. Ne glede na to, vemo, da se ta shema ne bo končala v letu 2020, ampak bo se nadaljevala do leta 2030 z zelo ambicioznimi cilji za zmanjševanje toplogrednih plinov, kjer govorimo o minus 30%, bomo prisiljeni to učinkovitost še naprej izboljševati. Jaz vam bom probal pokazati, kako ta zgodba zgleda na podlagi slovenskih papirnic, ki je energetsko intenzivna panoga, izredno izvozno usmerjena, preko 76% izvozimo in še na osnovi tega je izredno pomembno, da smo primerljivi z ostalimi evropskimi in tudi svetovnimi trgi, da nismo preobremenjeni v Sloveniji s temi dajatvami. Seveda moramo kot energetsko intenzivni igrati po ETS pravilih, ki so harmonizirana za Evropo in nič drugega nočemo kot tako igro sprejeti, ker je tudi za naše konkurente v Evropi enaka igra. Zdaj pa, če bi šli k ta prvem grafu, tukaj je prezentirano vse papirnice v Sloveniji za prvo alokacijsko obdobje od 2008. do 2012. leta. In če pogledamo skupaj vse papirnice, so papirnice dobile za prvo alokacijsko obdobje več kuponov, kot so jih porabile. Moram povedati, da je rezultat tega izredno intenzivno investicijsko obdobje v papirnicah, ker logika igre, ki smo jo sprejeli, kot je gospa Janja rekla, je čisto enostavna. Ali boste investirali v energetsko učinkovitost, ali boste pa plačevali. No in papirnice smo sprejeli to igro in investirale, zato je nek presežek kuponov iz prvega obdobja na razpolago tudi v drugem obdobju. Zdaj, če gremo pa na drugo obdobje, pa vidimo, če najprej pogledamo, to je obdobje zdaj po prelomnici 2013, se pojavlja manjko dodeljenih kuponov z porabljenimi. Torej pomeni, kljub investiranju v energetsko učinkovitost, papirnice v drugem alokacijskem obdobju morajo kupovati oziroma plačevati takso za večje izpuste CO2, kot so jih deležne. Slišali smo danes, da ne bom ponavljal, to bazira na osnovi benchmarka, 10% najboljših v Evropi in primerjava. V bistvu igra je za vse enaka, ali ste dobri kot najboljših 10, ali boste pa to plačevali. No, jaz moram povedati, da v papirnicah je znotraj naše papirno panoge
izredno velika raznolikost, si ne konkuriramo med sabo, vsaka tovarna ima svojo specifiko proizvodov in imamo 7 produktnih benchmarkov za papir, se pravi vsaka papirnica se primerja z evropskim benchmarkom po svoje in 4 za proizvodno celuloze. Zdaj, da bo lažje videti, kaj se je zgodilo. Če pogledamo zdaj za papirnice obe alokacijski obdobji skupaj, vidimo zeleno linijo, kako so papirnice z intenzivnim investiranjem zmanjšale izpuste in dodeljene kupone, se pravi, ta presežek je ostal, ampak se je z letom 2013, ko je v roke pravila dodelitev prevzela Evropa, drastično zmanjšalo dodelitev teh brezplačnih kuponov. Lahko povem, da so papirnice zmanjšale za preko 18% izpuste v preteklem obdobju, s tem pa, da so se iz prvega v drugi alokacijsko obdobje znižale dodelitve brezplačnih kuponov pa za 41%. Malo rezerve je še iz preteklosti, kot sem že rekel, ampak, če pogledamo naprej, višje dajatve za papirnice se pa v letu 2015 skupno povečajo za 1,5 milijona evrov in sicer z višjega prispevka za obnovljive vire za $0,5 milijona in novega prispevka za učinkovito rabo energije za 1 milijon evrov. To je zdaj slabo, ker ta dodatna obremenitev ovira nadaljno investiranje in onemogoča ali bremeni borbo papirnic, da bomo še vnaprej v bitki z evropskimi najboljšimi benchmarki, ne morem reči drugače kot tako. Zato poudarjamo, da je naša davčna politika izredno pomembno, da je primerljiva z evropsko, ker tako bomo lahko kot veliki izvozniki z svojimi konkurenti v Evropi bili enakovreden boj, da ne bo izgledalo tako, kot da bi Tini Maze obesili še en ruzak na hrbet, pa rekli, se zmagaj, kakor tok, enake pogoje za vse, najboljše pogoje, potem zmaguj, ne z nekimi dodatnimi bremeni, ki so nekonkurenčni za primerjavo. Videli smo, da je ukrep dodatnega obremenjevanja zelo negativen za celotno gospodarstvo, še posebej za energetsko intenzivna podjetja in da je ta posledica tega ukrepanja po podjetjih zelo različna. Ampak skupno pa je, da seveda ta ukrep dodatno obremenjevanje na kateremkoli področju zmanjšuje naše gospodarske rasti in mi gospodarsko rast v Sloveniji nujno potrebujemo zaradi vsaj 3 razlogov. Prvi razlog je normalno pričakovanje vsakogar med nami, želimo si kvalitetnejše življenje, boljši življenjski standard, kar pomeni višje plače, višje zaslužke. Vendar potrebujemo v Sloveniji tudi nek nov razvojni program, kar pomeni, da potrebujemo gospodarsko rast tudi zato, da bomo več vlagali v svoj razvoj. In tisto, kar je čedalje bolj boleče, gospodarsko rast potrebujemo tudi zato, ker moramo vsako leto več vračati tega, kar smo si v preteklem obdobju izposodili, zato da je sistem deloval kolikor toliko stabilno. Ne samo za obresti, tudi za glavnico potrebujemo zbirati vsako leto sredstva, ki jih ustvarjamo z gospodarskim razvojem. Veste, da smo izstopili iz pogajanj za socialni sporazum in se tudi odločili, ker imamo informacije vsaj v javnosti, da naj bi bila pogajanja tik pred koncem, da bomo tudi v skladu z dogovorom, ki smo ga sprejeli na začetku, ko smo rekli, da bodo nekateri se pogajali in izpogajali socialni sporazum, k podpisu socialnega sporazuma pa povabili tudi vse ostale partnerje, ter s tem naredili ta dokument tudi bolj verodostojen in kredibilen in seveda tudi s tem zagotovili neko novo stabilnost v državi in nov gospodarski zagon. To pa seveda pomeni, da mi v tem trenutku ocenjujemo, da ni potrebno, da se vključujemo v sama pogajanja za socialni sporazum,
ker konec koncev naši partnerji na delodajalski strani v tem pogajanju zastopajo naša skupna izhodišča, ki smo jih delodajalske organizacije pripravili do predloga vlade za socialni sporazum. In bomo, ko bo ta sporazum izpogajan, tako kot tudi vsi ostali, ocenili, ali prinaša uresničevanje naših pričakovanj, naših izhodišč. To bodo ocenili tudi organi gospodarske zbornice in potem na podlagi tega tudi mi lahko podpišemo ta socialni sporazum, če bomo ugotovili, da prinaša boljše pogoje za poslovanje gospodarstva in s tem omogoča tudi nov razvojni zagon. Ključno, kar pričakujemo v tem sporazumu, pa je, da ne bo dodatnega nacionalnega obremenjevanja v naslednjem obdobju. Kakršnokoli ali na kateremkoli področju dodatno obremenjevanje bo povzročilo nižjo gospodarsko rast, povečevanje brezposelnosti, ker mi se zavedamo, da imamo sedaj na eni strani zdaj kar nekaj razlogov za optimizem. Slovenija je napravila nekaj korakov, predvsem slovensko gospodarstvo v smeri gospodarske rasti, vendar so okoliščine tako doma kot pri naših glavnih partnericah precej nestabilne in se lahko že jutri, bodisi zaradi rusko-ukrajinske krize, zaradi tudi varnosti v zadnjem času, te mednarodne gospodarske razmere hitro spremenijo. Zato toliko bolj pričakujemo od samega socialnega sporazuma nastavke za reforme, za spremembe, ki bodo omogočile stabilnost v tej državi.